Gremo zdaj od prakse k teoriji. Z nami je dr. Repič, pozdravljeni. Pozdravljeni. V 3 minutah bova povedali, oziroma vi boste povedali vse, kar je mogoče povedati o ulični umetnosti. Velja. Da pa čas steče, naj bo pa opozarjal zvočni signal. To je tole. Zdaj pa pripravljeni greva? Pripravljen. Kdo so najbolj znani ulični umetniki? Najbolj znani, torej ulični umetniki so po eni strani grafitarji, vizualni umetniki, lahko so gledališčniki, lahko so glasbeniki. Med grafitarji mogoče izpostavimo Banksija, ki je eden od teh, ki se je proslavil v galerijah oziroma v muzejih. On je šel iz undergrounda v Bristolu in potem je na nek način ta njegova ulična umetnost prešla tudi v institucionalno umetnost in takrat je nekje najbolj znan postal. Med grafitarji je značilno to, da se pogosto skrivajo, torej da se jih ne prepozna. Tako kot Banksija. In potem ugibamo. Tako, ja. Kaj pa v Sloveniji? V Sloveniji recimo najbolj znane, mislim, da so gledališča, recimo Ana Monro skupina, medtem ko je seveda tudi precej glasbenikov, ki bodisi nastopajo ali na ulici ali pa tudi na festivalih. Kdo pa so baskarji? Baskarji so to so v bistvu, tukaj ni nekega jasnega razmerja, baskarji so v bistvu tisti umetniki, performeri in tako naprej, ki od tega tudi delno vsaj živijo, torej to pa tudi narekuje potem njihov način življenja, da hodijo po različnih mestih in predstavljajo svoja dela. Kdaj pa se je ulična umetnost sploh pojavila? To je zelo dobro vprašanje. V bistvu, odvisno kako strogo jo definiramo, lahko rečemo, da se je pojavila, še predno se je ulica pojavila, recimo že jamske poslikave so lahko tak primer predhodnika ulične umetnosti, sicer pa v tem strogem smislu, recimo vizualne umetnosti se pojavlja v 20. letih, 30. letih 20. stoletja v ZDA, medtem ko v performativnem smislu gledališča pa so obstajala že tudi v antičnih mestih. A izhaja ulična umetnost iz provokacije? Deloma, torej ponavadi, ja, zelo pogosto je ali provokativna, ali odraz nekega upora, ali družbene angažiranosti, ni pa nujno, kot je recimo lahko tudi pri Buskarjih primer, da je to način življenja, način tudi preživljanja. A pa se je funkcija s časoma spremenila ulične umetnosti? Funkcije je sicer več, mogoče če rečejo, da je ena od temeljnih funkcij ulične umetnosti tudi neka refleksija družbenega procesa, lahko rečemo, da ta funkcija še vedno obstaja. Sicer so se pa funkcije spreminjale tudi samimi dejanskimi, konkretnimi primeri. Kakšne okoliščine pa spodbujajo ulično umetnost? Lahko so to specifične oblike urbanizma, torej recimo tudi upor proti, bi rekel, urbanim politikam, recimo rekonstrukcijam določenih delov mesta, gentrifikaciji, ki postaja elitna. Se opravičujem, toliko za televizijo, midva se zdaj seliva na Facebook, vas pa čaka vedno sveža roba. Zdaj pa bova lahko nadaljevala, kar izvolite. No, recimo omenil sem gentrifikacijo, torej neke vrste poelitenje delov mesta in upor proti temu se lahko odraža v performancih, v vizualnih oblikah. Lahko je pa v končni fazi, so pa tudi festivali, recimo po letu 2000 v Melbourneu in drugod po svetu so bili festivali, kjer so bili spodbujani ulični umetniki k tem, da rišejo grafite, recimo na posebej seveda določenih mestih. Kakšno mesto pa danes sploh zavzema ulična umetnost v primerjavi z institucionalizirano? Prej ste že omenili, ne vem, Banksija, ki je zdaj tudi v muzejih in tako naprej. Ja, torej po eni strani ji parira, je na nek način alternativa institucionalne umetnosti, po drugi strani torej se tudi ulična umetnost drugače razvija, ker ima svoje lastne, bi rekel, ne toliko šole kot neka družbena omrežja ali pa neke zglede, po katerih se razvija. Se pa seveda to dvoje tudi prepleta, tako da se tudi prehaja nekje ulična umetnost lahko v galerije. Kako pa je na ulično umetnost vplival svetovni splet? Ja, seveda je zelo vplival, torej po eni strani z zgledi, celo lahko rečemo nekimi neformalnimi šolami ali pa slogi v družbenih omrežjih, mogoče najbolj lahko izpostavimo Instagram, ki je namenjen prav temu deljenju slik in recimo vizualni umetniki lahko delijo ali pa celo grejo neke torej primerjave s svojimi slikami na teh družbenih omrežjih. Ampak je tudi potem tako, da so nekateri grafiti bolj izpostavljeni in niso več omejeni na neko lokalno oziroma na neko lokacijo, ampak se razširijo povsod.
Ja, v bistvu splet na ta način postaja ulica, ne? Torej javni prostor, preko katerega ulični umetniki sporočajo pač karkoli že v tistem trenutku želijo sporočiti javnosti. In zdaj me samo še zanima, kako naj si doma odnesem grafit. Najbolje, da ga slikate oziroma si ga zapomnite. Značilnost grafita je to, da niso večni, da so v bistvu zelo kratkotrajni, ne? Preko slej bojo pobrisali, izbrisali, ne? Tako da mogoče na nek način ga odnesete tudi v tem smislu, da razmišljate o samem sporočilu in o tem, kdo je ta umetnik, ki je skušal v javnosti nekaj povedati. Najlepše hvala. Hvala vam. Če vam je bilo všeč, itak da vam je bilo, potem lajkite, pa šerajte, ker če deliš, dobiš.